A bi lahko rekli, da je v vašem življenju tek središče vašega sveta? Ja, ker res v tem uživam. Zame največja zmaga je, da sem najdla nekaj v življenju, kar me resnično veseli. Pri vseh teh uspehih, a vam recimo vaši prijatelji zavidajo, vas podpirajo, kako bi rekli? Tako bom rekla, čutim, kdaj je iskrena čestitka. Ne znam si predstavljati, da bi prišli do teh rezultatov samo s talentom, čeprav je nedvomno, da ste talentirani, ne? Ja, talent je neka vstopnica, jaz rečem. Vstopnica v ta svet, v katerega sem jaz zdaj vstopila, ampak ko prideš ti na veliko tekmovanje, tam bojo vsi talentirani. Če bi mi to zdaj govorila 36-letna bivša šampionka, bi jaz to vse kupil in ne razumel in rekel, točno tako je, ne? Sam to mi zdaj govori 16-letno dekle. Kje pa dobivate motivacijo? Imate kakšno vzornico? Največja motivacija mi je to, da... Lepo pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Moja gostja je Živa Remic. Živa je nedavno dopolnila 16 let in je prva najstnica v našem podcastu. In zato obstaja zelo prepričljiv razlog. Živa je ena od najbolj talentiranih in super uspešnih mladih atletov na svetu. Je lastnica 11 državnih rekordov v mlajših starostnih kategorijah. V U16 ima rekorde na 300, 400, 600, 800 in 1000 metrov. Potem pa ima skoraj vse rekorde še v kategorijah mlajših mladink in na 400 metrov še celo pri starejših mladinkah. V letu 2024 je na 600 metrov postavila najboljši svetovni rezultat sezone med mladinkami do 20. leta. Ja, prav ste slišali, ne samo v Sloveniji, temveč na svetu. In vse to pred dopolnjenim 16. letom. Živa, lep pozdrav. Hvala, lep pozdrav, hvala za povabilo. To mi je veliko veselja. Živa, predno ste danes prišli do nas, na snemanje tega podcasta ste imeli tiskovno konferenco, podpisali ste sponzorsko pogodbo za zavarovalnico Vita. In vse to pri komaj 16 letih. Kako to doživljate? Ja, res je. V bistvu danes je bila moja prva novinarska konferenca. Bilo je prisotno neki treme, moram reči, ampak predvsem pa veselje, da že pred tako mladih letih dobivam take priložnosti sodelovati s takimi podjetji, kot je na primer zavarovalnica Vita, da prepoznajo mojo zgodbo in so pripravljeni podpreti. Pa ste recimo, ko ste začeli laufati, sanjali o tem, da se bo to tako hitro in tako uspešno razvijalo? Pa v bistvu, jaz, ko sem začela teči iz razloga, ker sem jaz res ljubila tek. Jaz sem res rada šla teči. Koliko ste bili stari, ko ste začeli teči z ljubezni? 10 let. Jaz sem očiju rekla za 10. rojstni dan, oče, greva lahko teč, da ne. In potem so me starši v bistvu na mojo željo upisali v atletsko šolo v domačem kraju in leto kasneje sem že prišla v Ljubljano pod vodstvo Gregorja v atletski klub Olimpije. No, ampak vsaka teče tudi, če teče iz ljubezni, pri 16 letih ne podpiše sponzorske pogodbe, ne? A se vam zdi, da je to dokaz vašega uspeha? Ali kako doživljate to, da ste sponzorsko pogodbo podpisali pri 16 letih? Meni se zdi, da je to dokaz, da me ljudje spremljajo, da prepoznajo moje delo. A je to za vas odgovornost tudi? Ja, jaz vidim to kot eno veliko odgovornost, tudi iz te strani odgovornost, da lahko navdihujem mlade, da se s trdim delom, neko predanostjo, disciplino, da doseči marsikaj. Ne glede na to, da prva vstopnica, ki jo moraš imeti za to, da si uspešen, je verjetno talenta. Ne? Ampak Živa, ena zavarovalnica, ne, z dolgo tradicijo, uspešen brand, se veže na ime 16-letnega dekleta. Ja, meni se zdi to kar odgovornost. To je precej kul, ne? Ja, pogodbe nisem mogla podpisati v mojem imenu. To sem vas hotel vprašati. Ja, ampak upam in verjamem, da bom naslednjič lahko že sama. No. A se vam zdi, da bi se lahko zgodilo, da vas bi komercializacija v vaši ljubezni zavedla, da bi začeli podrejati recimo kariero? Ali tek, najprej tek in predvsem tek? Meni se zdi, da je res pomembno, da ohranim fokus na tem, kar delam na teku, da me to ne zmede, no? Da ostanem ista živa, kakor sem, ne glede na to, ne vem, če bom postala bolj prepoznavna, da ostanem isto skromna, se mi zdi pomembno, da ne postanem vzvišena, dostopna do ostalim, ne glede na to, kakšna sem. Ampak to, da ste zdaj govorili, kaj ne smete biti, ne? To pomeni, da ste razmišljali o tem, da bi se to lahko zgodilo. Ja, zagotovo. Meni se zdi, da veliko ljudi tako nekako zanese v tem, ko postanejo bolj slavni, da postanejo druga osebnost, ne?
Se vam zdi, da je to dokaz vaše zrelosti, da se zavedate teh tveganj in se jim izogibate? Da je to dokaz vaše tudi osebnostne zrelosti, ne samo tekaške in atletske? Ja, mogoče tudi to, no. Jaz pač si res hočem ostati pristna, no. Nočem biti fake, ker pri ljudeh gre meni že na splošno zelo na živce, če niso pristni. To se mi zdi ena vrednota, to, da si pristen, iskren, na vse koncev tudi, da si, ne da si ponižen, ampak da nisi vzvišen, no. Absolutno. Vi ste začeli torej teči pri 10 letih in tek je postal potem tudi vaša obsedenost ali kaj? Ne znam si predstavljati, da bi prišli do teh rezultatov samo s talentom. Čeprav je nedvomno, da ste talentirani, ne? Ja, talent je neka vstopnica, jaz rečem. Vstopnica v ta svet, v katerega sem jaz zdaj vstopila, ampak ko prideš ti na veliko tekmovanje, tam bojo vsi talentirani, če si na nekem večjem tekmovanju, ne? In mislim, da brez trdega dela, predanosti, tega, da vlagaš maksimalen effort v vsak trening. Jaz pridem na trening s željo po napredku, s tem, da bom naredila trening perfektno, oziroma nobena stvar v življenju ni perfektna, ampak s tem, da ga naredim čim boljš, da bom jaz vsak dan napredovala k temu cilju. Jaz se pravičujem, ker se smejem vmes, ampak ko sem govoril z Aljo, mojo sodelavko, o najnem prvem srečanju na Rogli, sem ji rekel, ko me vprašala, kako sem vas dojel, ne? Sem rekel, da sem vas dojel kot zelo karizmatično, ne? In zdaj se smejem zato, ker dejansko potrjujete to, kar je bil moj prvi vtis, ne? Da ste pri 16 letih karizmatična osebnost, kar pomeni, da o teku se bo še pogovarjala, ampak da tako kot vi, ne? Kot Živa Remec, da delujete zelo tako atraktivno, ne? Da ste zanimivi, zabavni, tako, date neko energijo ven iz sebe. Kaj potem poganja ta vaš hiter tek, če se tudi sicer tako razdajate s to karizmatičnostjo? Tako, mislim, da nekaj, kar me poganja v tek, kar mi daje to neko moč, je seveda ta ljubezen do teka, želja po napredku, skratka atletika. Ampak jaz kot oseba nisem samo atletika, ampak me veselijo recimo še druge stvari, ali pa nisem samo dijakinja ali pa atletinja, ampak me veselijo še druge stvari in mislim, da je pomemben, da imaš v življenju tudi še kaj drugega zraven, ker so ups in downsi, da te tudi to žene naprej, no. Zdaj čakam, da boste rekli eno besedo, ki sem jo pogosto slišal v povezavi z vami. Strukturirano. Alja mi reka, da ste strukturirani, vaš trener mi je rekel, da ste strukturirani. Kaj to pomeni? Da je moj urnik zelo splaniran, vsak dan je splaniran, res kar nabito. Ste ujetnica tega ali ste veseli, ste zadovoljni s tem? Lahko ali ste ujetnica? Rečem, da včasih se počutim kot ujetnica, priznam, ne, ker zmanjka tistega nekaj prostega časa, za kar bi lahko posvetila, ne vem, stvarem, ki me veselijo, pač vse tek me veseli, ampak še kaj poleg tega, ne. Čemu se pa odrekate? Kako druženje s prijateljicami, da grem lahko še kdaj večkrat ven na sprehod s kužkom, da grem v shopping. Vse to so vse stvari, ki jih načeloma delam, ampak ne pride to na vrsto vsak teden, pa tudi vsak dan ne, kje pa. In ste se pripravljeni še naprej odrekati za to, da boste najboljši na svetu? Ja, ker me nasplošno drugače tek veseli, to me izpopolnjuje, mi daje nek občutek svobode. Pač nekaterim stvarem se moraš v življenju odreči, če se hočeš neki drugi posvetiti. Ampak ne vas pomirim, ne. Tukaj so bili zelo slavni ljudje, vsi po vrsti so dosegli izjemne uspehe, so navdihujoče osebnosti in nihče od njih ni prišel do Olimpa, ne da bi se čemu odrekel. Ne. Tudi čemu, kar mu res njej ali njemu veliko pomeni. Ne. Tako da tudi vi se boste. Ne. Če bi mogli zdaj postaviti talent ob vztrajnost, ob odrekanje, od trdo delo, kaj bi rekli, da pri vas odloča vaše uspehe? Jaz bi rekla talent, da mi je bil prirejen in sem prišla z njim na svet, za kar sem res pač hvaležna, ker imam tekače ob sebi, ki so res isto, ne vem, trdo delajo, isto vlagajo, pa mogoče nimajo toliko dobrih rezultatov, ker nimajo toliko talenta, ampak mislim, da vedno več sigurno odtehta tisto trdo delo, predanost temu, kar delaš. Če bi mogli eno zbrati, eno stvar. Jaz bi rekla trdo delo. Trdo delo. Ja. Sem vesel, da ste to omenili. Jaz v knjigi, ki pa govori o tem, kar je že bilo za mano, vse to je še pred vami, imam posebno poglavje o trdem delu, ker mislim, da je to pri mladih ljudeh, ki se ozirajo po uspešnih karierah, ne, da je to podcenjeno. Mislijo, da je talent, da je znanje, da je inovativnost, odrekanje, ampak trdo delo je zelo pomembno. Kaj to pomeni v atletiki trdo delo pri vas? Ja, da v bistvu na vsakem treningu dam
maksimalno, kar Koliko je se tega da. treninga? 6-krat na teden treniram. Kolikokrat? Ampak je Po koliko ur? To je En pa dan mi čist- opišite, en dan mi opišite. en dan. Jaz zjutraj dosti zgodaj vstanem, seveda pojem, bla, bla, Približno bla. kdaj vstanete? 5:40. 5:40 vstanete, vsak dan? Ja, Ob nedeljah ne. ob nedeljah pa ne. Dobro, 5:40, dobro, Ja, potem? pojem in tako, kar vse spada zraven. Seveda, Pojeste po nekih receptih, čisto je odvisno. proteini, V bistvu je odvisno, sem vodena pod vodstvom dietetika, tudi del moje ekipe, seveda to spada zraven, da lahko imam dobro regeneracijo, kvalitetno izveden treninge in tako dalje. Odvisno, kaj imam. Če imam zjutraj trening, bom imela nekaj drugega, kot če imam trening popoldana. Ne? Ja, pol grem v šolo, po šoli ponavadi takoj na trening, večinoma, velikrat, zelo pogosto, po treningu še fizioterapija. koliko treninga? Časovno? To je pa čisto odvisno, kater trening je. V atletiki lahko ene treninge narediš zelo hiter, ampak več časa porabiš za ogrevanje in druge stvari. Ampak ponavadi urco pa pol do 2 urci. Imate trenerja? Imam Je trener. strog? Ne, super se razumeva. Koliko je super trener imamo- pomemben za uspehe vaše? Ogromno, ogromno. A je to samo nekdo, ki ima znanje o teku, ali je tudi psiholog, ki vas dobro razume? To je nekdo, ki ima znanje o teku, s katerim se lahko moraš imeti nek odnos. Ne? Mislim, da mi je on tudi veliko pomagal pri napredku, da sem takšna oseba, kot sem danes. A se vam zdi, da je neka korelacija, neka povezava med vašimi športnimi uspehi in izgradnjo vaše osebnosti? Ja, zagotovo. In Zagotovo. trener je tukaj v pomoč. Je Starši? starši, trener in pa psihologinja, s katero delam. Mislim, da sem skozi ta leta, odkar sem začela tekmovati ali pa trenirati, res nekako zrasla kot osebnost, pa vem, da je še ogromno napredka možnega. Ne? Ampak tako, ko pogledam za nazaj, kako bi pristopila do tekme, ko bi bil poln stadion ali pa kako bi zdaj pristopila, je to čisto druga živa. No? Prej so ostala pri treningu, zaključite trening, potem kdaj se učite? Ja, potem imam velikrat še fizioterapijo. Fizioterapijo? Ja, in se vračam domov okoli po 6 uri. No. In potem? In Večer? takrat nekaj pojem, pa učenje, pa spat. A bi lahko rekli, da je v vašem življenju tek središče vašega sveta? Ja, lahko bi rekla, da sem nekako obsedena s tem, da bom napredovala. Vsak trenutek, ki mi ostane, lahko jaz izkoristim, da naredim nekaj, kar mi bo pripomoglo k temu, da napredujemo. Ne? Zdaj, vi se merite z najboljšimi na svetu. Kaj mislite, da vam je skupno? Ambicija? Jaz bi rekla, A želite biti zvezda? ja. Ja? Ja, želim, Želite Mogoče- biti zvezda svetovnega teka, svetovne atletike? mogoče ne to, da vsem drugim dokažem, česa sem sposobna, ampak da predvsem sebi dokažem, da jaz doživim ta občutek sreče ob nekem uspehu. Vas uspehe osrečujejo. Ja, uspehi me seveda itak me usrečujejo. Ampak zdaj prije težko vprašanje, ali vas neuspehi žalostijo? Ja, jaz mislim, da ko prije pa do neuspeha, je pa fajn pogledati, kaj je šlo narobe, kaj se da popraviti. Seveda te žalosti. To je čisto normalno, čisto človeško, če ti za to stvar toliko vlagaš, toliko delaš, pa ti pa ne uspe ali pa se ti nekaj ne poklopi. Ampak ko poslušate te govornike, ki so inspiracijski govorniki in reče, da se največ naučijo iz napak, a jim verjamete ali mislite, da je to taka promo izjava? Ne, jaz bi temu kar verjela. Recimo, če pogledam na letošnjo sezono, iz vsake tekme v tekmo sem bila, kaj sem naredila narobe, kaj se da popraviti. Seveda je vsaka tekma nekaj zase, ampak se kar veliko lahko naučiš. No? Dajte nam povedati en trenutek, eno tekmo letos, recimo, ki je bila res vrh, pa eno, ki je bil poden, recimo na vaši lestvici, ki je zelo visoka. Ne? Ja, jaz bi rekla, da je bil vrh zame Evropsko prvenstvo v 20. Res en lep zaključek. To je v Mariboru. Ne, v 20 je bilo v Temperah. Ja. Res en lep zaključek celotne letošnje sezone, ki je bil pa nek poden, če tako rečemo. Pa ena tekma pred EOF-om bi rekla, da sem najmanj z njo zadovoljna. 1,800 je bila, seveda, ne vem, bil je državni rekord, bil je osebni rezultat. Ja. Živa. Ja, ampak tisto občutek, ko imaš občutek, da na tekmi nisi dal vsega od sebe. Jo razvijate, jo vzgajate, to željo po popolnosti?
Ja, meni se zdi, da je to lepa lastnost, tako ne, ampak lahko pa je včasih tudi slabo, ne, če si Mimogrede, pri vseh obseden. teh uspehih, a vam recimo vaši prijatelji zavidajo, vas podpirajo, kako bi rekli? Tako bom rekla, recimo sošolci, ljudje, s katerimi se razumem, karkoli, čutim, kdaj je iskrena čestitka. In res mi pomeni, ko mi čestitajo in tako dalje. So pa tudi neiskrene čestitke, ljubosumje, grdi pogledi, po osvojeni medalji. Takrat se pa zavprašati, no, zakaj ni neke zdrave tekmovalnosti, zakaj pride do takih ljubosumij, no? To me žalosti. Se ne, da vam bi kaj svetoval, nisem poklican za to, ampak jaz vam predlagam, da se s tem ne ukvarjate preveč. Ja. To je sestavni del našega javnega življenja, tudi vi ste zdaj javna osebnost. Ne? Ob zavisti bodo tudi neupravične kritike, spotikanja, ne se preveč ukvarjati s tem. Je treba vedeti za nje, ampak ne se preveč ukvarjati s tem. Ja, se strinjam. Ja. Kukor seveda tudi nas ne sme zavesti, če smo dostikrat tudi predmet hvale, ne? Ali pohvale. Ne? Tudi to nas ne sme zavesti. Kako se vam zdi, da znate nekako ravnati s kritikami in pohvalami sami zase? Meni se zdi, da jaz si vedno rečem, sej jaz sem tekmovala zase, jaz sem naredila, jaz treniram zase, za mojo osebno srečo. Ne? Če pride do kritik oziroma tega ljubosumja, karkoli, probam ignorirati. Ne vem, mogoče oni niso česa dosegali v življenju, kar bi si želela, pa pol na komu drugemu. Ampak se kaj zgodi tudi, da so vsi drugi zadovoljni, vi pa niste, ne? Kot ste sami rekli, lahko ste postavili rekord, pa niste zadovoljni, ker bi lahko bili boljši ali ne vem kaj. Ne? Ja, točno tako. Probam poslušati sebe, moje občutke, kaj jaz občutam. Kaj pa, če vam trener tako zelo iskreno nekaj reče, da ni bilo v redu? Vi pa mislite, da je bilo. Kako to doživljate? To se mi pa še ni zgodilo. Ne, to se mi pa res. Kaj se vam še ni zgodilo, da? Da bi mi trener rekel, da ni bilo v redu, jaz bi imela pa občutek, da je bilo. Se pravi, njegova beseda je sveta, ali je vaš občutek popoln? Ne, zame je njegova beseda sveta. Jaz poslušam vse, kar mislim, zaupam mu res. Ampak da bi mi on rekel, da nekaj ni bilo v redu, pa bi jaz verjela v to, da je bilo, to pa ne vem, če se mi kdaj že. Zaradi tega, ker sem jaz že po naravi tako perfekcionistična, da bom našla neko napako verjetno, a ne? Mi ni nikoli vse popolno narejeno. Pa se na nek način ne bojite, zdaj ste stari dobrih 15, se pravi slabih 16, ne? Se ne bojite, da ta svet, v katerega greste, je blazno zahteven. To bo terjalo od vas res strašne napore, odrekanja. Ne mislim samo fizična, tudi psihična, vseh sort. In si vendarle želite iti v ta svet. Ja, ker res v tem uživam. Zame največja zmaga je, da sem našla nekaj v življenju, kar me resnično veseli. Da sem našla atletiko, da sem našla tek. Ker vidim, da veliko mladih se iščejo se, pa ne najdejo neke iskrce, ne najdejo nizga talenta, ker vsak verjamem, da ima nek talent. Ne? Sicer moram reči, da imam res srečo, da sem dobila okoli sebe tudi ljudi, ki mi negujejo ta talenta, ne? Ki imajo znanje, ki mi pomaga do teh rezultatov. In vi pa ste zdaj do nadaljnega osredotočili vse vaše delo okrog teka, ne? Želite kaj biti? Olimpijska prvakinja, svetovna prvakinja, rekorderka? Kjer rekorde boste rušili? Na kateri disciplini tekaški? Je to 400, 800? 800 metrov. 800 metrov je zame tako kraljevska disciplina. A ni 400 najtežja? 400 metrov šprinta? Nekateri pravijo, ja, res je. Večina reče, da je 400 najtežja. Ampak je taktika malo všeč. Prvo 800 je že taktika, ne? Res je. Ja, pa bolj je tako zanimiva, tudi za gledalce se mi zdi bolj zanimiva. Ampak meni se zdi 800 metrov osebno, ne, vsak bo rekel, kako želi, najtežje, ker na 800 metrov moraš imeti že hitrost in vzdržljivost na 400 metrov. Ampak kakšenkrat, ko sem pogledal vaše teke, se mi zdi, da takoj pobegnete, da se ne ozirate na druge tekmovalke. Res je. Da jih skoraj malo ponižate, kar zginete tam, ker več ni, ne. Res je, jaz, ko prijem na stezo, jaz tečem sama sabo. Mene ne zanimajo druge tekmovalke, kakšen imajo on plan, ali pa ne grem se taktike na večini tekm. Ok, če pridemo na neko veliko tekmo, to je drugo, ne, ampak na takih tekmah pa res tečem jaz pa štoparca, ne. Fokus je na mojemu teku, me ne zanima. Tu, če bo katera potegala naprej, boste vi imeli svoj ritem in ne boste skušali slediti. Jaz bom imela svoj ritem tako, da če bo ona imela tak ritem, ki meni odgovarja, jaz bom šla za njo, ne. Ampak bom poslušala svoje telo, no. Recimo, to pa res ne vem, a v atletiki tudi pogledate tekmovalce, torej tekmice in
jih poznate ne samo po rezultatih, ampak tudi po recimo karakterju, tekaškem. A kaj pogledate, kdo je konkurenca pred velikimi tekmovanji? Ja, to pa se pogleda, pogleda se, katera ima ona prvine, pa katera imam jaz, a grem jaz z njo v finiš, jo bom držala na ritem. Se pravi, je neka taktika potem, ne? Na takih tekmah pa je taktika, ja. Ampak to prepuščam mojemu trenerju. Da on mi pove, kaj moram narediti, on to naštudira in potem mu jaz samo zaupam. Se pravi, 800 metrov, tukaj vas lahko pričakujemo na vrhu sveta čez nekaj kratkih let. Upam. Kdaj mislite, da bo vaš vrh glede tega prišel? Jo, to pa ne bi znala napovedati. Ampak vem, da atletinje imajo lahko dolgo kariero. Sploh pa na 800 metrov je tak šport, da ni neki ful obremenjujoč spet tako na telo kot nek triatlon, karkoli, ne vem, se ne spoznam na te stvari, ampak vem, da imam lahko dolgo kariero. Če bom želela to delati, če me bo to veselilo. Kje pa dobivate motivacijo? Imate kakšno vzornico? Tako, največja motivacija mi je to, da iz dneva v dan napredujem, da sem vsak dan boljša. Ne vem, če bi se hotela zgledovati nekako po drugih, ampak hočem biti vsak dan boljša verzija sebe. Jaz sem živa, ona je pa nekdo drug. A ste se to učili, doma te stavke ali kaj? Ne. Ne, resno vas vprašam. Ne. To so taki za enciklopedijo. Ne? Želite biti najboljša verzija sebe. To je vrhunski stavek. Ne? Ja, tako mi je. Zakaj bi se jaz primerjala z nekom drugim? Absolutno, Ker je čist druga, da vrhunsko odgovarjate. Čist druga oseba, ne? Jaz sem čist nekaj drugega, kot je ena druga atletinja. Ne? Ampak neka vzornica sigurno je. Mogoče je zgodovine tekaška, ni kakšna. Ne vem, Kratohvilova, ne vem kdo. Kratohvilova, to raj ne bom komentirala, ampak ne vem, recimo Kili Hodgkinson, olimpijska prvakinja na 800 metrov. Ta vam je všeč. Jaz jo pač spoštujem, ne. Vsi spoštujem vse športnike, da ne bo pomote. A pri preomenjeni imate pomislek mogoče zaradi govoric o dopingu ali kaj takega? Ja, ampak to ne bi zdaj klele izpostavljala. Ampak to je nek problem. A se bojite recimo, ko uživate vse prehranske dodatke in tako, da se utegne zgoditi kaj, kar bi proti vaši volji vplivali recimo na teste? Jaz imam okoli sebe ekipo in en del ekipe je tudi ta dietetik in mi on pove točno, kateri prehranski dodatki so v redu, doping free, ker to pa bi bilo res pač. Hočem, da je čisto, pravilno, pošteno, res sem proti temu dopingu. Pač, če se gremo šport, se pejmo čisti šport. Ampak ja, razumem te skrbi, ker pravijo, da ravno pri prehranskih dodatkih pride do največ pozitivnih doping testov. Zato je res pomembno, da veš, kaj ješ, pogledaš vsakič, karkoli vzameš, da kupiš stvari, ki so pravilne in ki veš, da so čiste. Ko sva pri inspiraciji, recimo, kaj vas pa navdihuje izven športa, da vam daje neko notranjo moč, energijo, že to voljo do življenja, a so to filmi, je to umetnost, je to knjige? Ja, se mi zdi, da ima vsak v svojem življenju tako, kakšne male stvari, ki ga veselijo, ki ga izpolnjujejo. Ne vem, zame je to, da grem ven na kavico s prijateljicami ali pa da gremo kam s prijateljicami, da pilem kužka. Ampak s prijateljicami se pa ne o teku pogovarjate? Pa tako me vprašajo, ampak so tudi druge debate. Smo že pri opravljenih. Vi ste prehitri, da vas bi kakšen fant ujel, ne? Tako, drugače imam, če treniram z ekipo, treniram tudi s fanti, to mi je ful dobro. Dobro ste se to zmagali zdaj. Bravo, čestitke. In jih jaz v bistvu, jaz sledim njim, zaradi tega, da me oni potegnejo naprej in dam še to več lahko od sebe, mogoče na kakem treningu. To se mi zdi dobro. Koliko podrejate zasebno življenje tekmovanjem in športu? Popolnoma? Popolnoma. Moje življenje je to. Moje življenje je atletika. Ampak jaz ne bi rekla, da podrejam, ampak tako. To je del mene. A se čutite kljub temu, da je tak fokus na teku, da imate neko harmonijo v vašem življenju, da živite harmonično življenje? Ja, meni se zdi, da sem najla nek tak mir, to, kar mi paše, to, kar v čemur uživam in... A čutite neko zadoščenje? Ja, izpopolnjuje me to. To me izpopolnjuje. To so taki res super stavki. Zdaj, že osredotočate vaš tek na 800 metrov ali še puščate razne discipline? Jaz sem se
s trenerjem skupaj sva se postopoma skozi treninge, tekmovanja, malo probavaš najprej, da najdeš, kaj ti ustreza, ne. In nekako sem se najbolj najdla v disciplini na 800 metrov. Res, to je zame top disciplina, že kakor sem rekla. Je pa tako, da tečem tudi na 400 metrov, a ne, ker je zelo pomembna tudi hitrost, ne samo vzdržljivost, katere v bistvu še ne vključujeva s trenerjem v svoj sam trenažni proces, ker imam šele 16 let, tako da tukaj je še veliko prostora za napredek zagotovo. Ampak ja, tekla bom na 800 metrov. Kaj vi delate v glavnem intervale in hitre teke ali kaj? Recimo ne greste teč 10 km na dan, to ne. Tako za trening? Ja. To mi je ful fajn, če imamo recimo kakšna nedelja, sobota, kak cross, a ne? Sami? Ja, Greste, jaz poslušalke ali pa s kako glasbo pa družbo. poslušate? Na Spotifyju, kako Tate McRae, kaj tazga, kaj grem teč, tudi... Se pravi, nekaj navdihujočega ali nekaj pomirjujočega? Ne, Kakor se- bolj tako navdihujočega. Ne pomirjujočega, ne. Vse, kaj grem teč, ne. Ja, to mi je fajn, ker imamo kak cross v nedeljo, ker res lahko v easy tečem, čutim svoje telo, uživam v tem, no. Kdaj mislite, da bomo slišali za še kakšen bolj odmeven rezultat, kot jih zdaj poslušamo iz tedna v teden, recimo? Da bo res prelom, da bo nekaj strašnega. Kdaj bi se to lahko zgodilo? Kaj bi to lahko bilo? Jaz nočem nič tako napovedovati, nočem si delati nekega pritiska, kdaj, kaj, kakšen rezultat, kakšno mesto, kako To ne velika verjamem tekma. čisto. Niste tak tip, da ne bi. Nočem drugim. Jaz pri sebi že vem, kaj želim. No, to Jaz sem pri hotel sebi že vem, pa moj trener tudi verjetno že ve, a ne. Nočem pa drugim tega razlagati in sebi s tem delati pritiska. Če smo pa že pri tem, ne vem, naslednje leto oziroma naslednjo sezono, sta mi glavni dve tekmi Evropsko prvenstvo v 18, pa svetovno, ki bo v Italiji, pa svetovno prvenstvo v 20, ki bo pa v Eugeneu v Ameriki. Ampak to pomeni, da pri U20 bodo tekla dekleta do 20. leta. Ja. Ne? Vi boste stari kaj, 17, 16 let še vedno v bistvu. Ne? Isto je bilo recimo Ja, zdaj, ko smo ja. bili v Tamperah. Tako. Ne? Kako doživljate to, da pravzaprav imate nek kredit, ne, proti drugim, ali kako? Ja, to mi je tako privilegij, da sem jaz tako mlada, da imam še toliko let v tej kategoriji. One pa so že mogoče celo zadnje leto v tej kategoriji, ne? Jaz imam pa še toliko pred sabo. In one vas poznajo in kako vas gledajo? Kako gledajo na vas? Tako- Zavidanjem? Ne, v bistvu je bilo dober vibe. Vsaj zdaj, Ja. ko smo bili v Tamperah, ne, tako pride do mene kak novinar, ki je tako punce, so tekmovalke, ki so bile vse ful v redu, moram reči. Pa rečem, jaz sem pa šele 15, je bilo tako smešen, ne. Zdaj opazujem vaše nohte, ko vidim, da kakšne tekmovalke so zelo tako modno Ja. izrazite. Vi boste imeli tudi kakšen tak pristop modni? Meni je že zdaj tako, da ko prijem na tekmo, jaz hočem biti urejena. Ja. Meni to vas pomeni. osredotoča, ne? Ja, recimo, če koncentrira. grem na reprezentančno tekmo, si bom naredila modro-zelene nohte, ne, ker je to dres Slovenije, naprimer. Ali pa po šprintercah si hočem polepiti take kristalčke. Po šprintercah, gor Ja, po vrhu. po šprintercah. Tako, look good, run good. A ste kaj vraževerni? Morate imeti iste nogavice? No? Ne. Tako, nek isti ritual na dan tekme. Kaj pa je to? To je pa tak športen, to je pa bolj športno povezano, veliko stvari, pač kdaj jem, kdaj... Ampak ste res vraževerni? Mislite, da neko ravnanje vpliva na vaš rezultat? In meni zelo veliko pomeni, da imam vsakič na tekmi isti ritual. To je res. Pa tudi res je, ne vem, ko se zbudim zjutraj pred dnevom tekme, nekako čutim, da začutim svoje telo, kako se jaz počutim. Mogoče že znam celo povedati, a sem jaz danes res tako v dobri formi, a sem v dobri koži. Ampak a se je vam že to zgodilo? Jaz seveda nisem bil doben resen tekmovalc, ne? Ampak da ste se zjutraj zbudili, misleč, da ste slabo pripravljeni ali karkoli, potem pa ste dobro odtekli. Ali je Ja. vedno tako, da se dobro zbudite, potem veste, da boste dobro Ne, odtekli? je bilo tudi že, ko sem se slabo slabo pa naredite počutila. pol rezultat, ne? Ja, ko si že na ogrevanju čutiš, da mogoče to ni to, pa čisto dobra tekma, ne? Pa si zadovoljen. Tako da ja, jaz bi rekla, da ko si na ogrevanju, ali pa na dan tekme, če se ne počutiš dobro, ne razmišljati o tem. Tik No. pred startom, o čem razmišljate? Recimo, pridete na štartno črto, tam se dekleta postavite eno ob drugo, na kaj mislite tisti hip?
jaz si takrat rečem, evo, to je to, zdaj bom pa hitro tekla. Ko poči pištola, jaz tečem. Jaz rada tečem. In to je to. V bistvu delam to, kar znam. Odtečem, hitro tečem, dam vse od sebe. Imate kdaj suha usta, recimo, tisti hip, od treme, od napetosti? Kako ravnate s tem? To se mi bolj zgodi po samem teku, pa pride kak novinar do mene, pa rečem, ok, a lahko samo malo, da malo spijem. In tako. Pred samo tekmo pa nimam težav s tem. Ne. Med tekom. 800 metrov je že nekaj minut, ne veliko, ampak nekaj časa je. Samo fokus na teku imate v mislih, na kaj mislite med tekom, recimo? Vrhunska tekmovalka, kot ste vi, na kaj misli med samim tekom? Samo na tek, na taktiko, ali je neka stvar, ki vas, a veste, tako bi rekel, ne vem. Ja, razumem. Jaz si v bistvu eno tekmo že prej fulkrat zvizualiziram. Vizualizacija, zelo pomembno. Ja, in vem, kaj si bom rekla na 400 metrov do cilja. In kaj si boste rekli? Evo, to je to, še en krog, ali pa kaj tazga, ne? Super ritem, karkoli. Ko pa pridem v nek območje, kjer mi je pa res težko, kjer je pa res velik napor, pa prav iskati neke pozitivne občutke ob teku, nek občutek svobode, da ne pridem v neko utesnjeno stanje. No? Zdaj, vaše uspehe bo spremljala slava. Se tega veselite, vas to moti, ste indiferentni do tega? Pa ne vem, meni je to v redu, mislim, da je to del tega. Ampak še vedno imam fokus itak na sebi, na svojem performansu, na tem, kar delam. Ampak opazite, ne, da so tudi super športniki, pa so v javnosti manj znani, ker preprosto nekako ne želijo ali pa ne znajo biti javne osebnosti, ne? Pa so športniki, ki morda celo niso najboljši, pa so blazno popularni in tako. Res je. Kam umeščate sebe tukaj v tem? Pa jaz, po mojem, nekam vmes. Nek delček sebe še vedno delim na socialna omrežja oziroma delček tega, kar delamo. Ne? Nisem pa tako, kot kakšne športnice, ki so pa res izpostavljene. No? Pa mogoče niso celo tako dobre, ampak so pa res priljubljene, zato ker se ukvarjajo s tem, ne? Socialnimi omrežji, so že napol influencerke, mogoče celo. Ampak to vas ne mika? Se mi zdi, da pol fokus gre nekam drugam. S tem se jaz strinjam. Ja. Na koncu koncev vse to bo prišlo zraven, če boste res najboljši. Ne? Potem boste pa sami dodajali ščepec soli, če boste hoteli biti še najbolj odmevni. Ja. Sej sicer sem pa še v izgradnji neke svoje podobe na socialnih omrežjih. Jaz imam 16 let. Ste odprti? Ste odprtega značaja? Ali ste bolj diskretni? Želite govoriti o sebi? Ali ste bolj tako? Zaenkrat sem na socialnih omrežjih še tako zaprta, se mi zdi. Sicer, ne samo na socialnih omrežjih. Tako, kakšen karakter ste? Mislim, da moram človeka vsaj malo bolj spoznati, da se mu lahko bolj odpremo. Ne? Ne zaupam vsakmu na prvo žogo. Ja, tako bi rekla. Kaj pa drugi do vas? Se vam zdi, da spreminjajo obnašanje do vas zaradi tega, kar ste, kar postajate? Tiste prijateljice, ki so res pristne, ki so res z mano, ne vem, ki vem, da so ta prave, ostajajo od nas isti. Ne? Mogoče pa kdaj opazim, da je ta prepoznavnost lahko neka vstopenca v nek nov odnos. Ne? In to tako vzamem, ker lahko je samo vstopenca v nek nov odnos, pa je odnos pol super. Ne? A opazite kakšenkrat na cesti, da vas recimo kdo prepozna? Ja, to se tudi zgodi bolj v mojem kraju, kjer živim. Kapelen Kuškavan. Vam je to všeč ali vas moti? Ker tukaj smo ljudje zelo različni. Ne, meni je to všeč. V redu. Vam je všeč, ljudje vas ogovorijo, vam je všeč, da... Ja. Jaz sem vas salutiral, ko sem vas prvič videl, ker se mi zdaj, da vidim nekoga, ki ga spremljam, ker pač spremljam vaše uspehe. Vsi v pisarni spremljajo vaše uspehe, tako da smo navdušeni nad vami. Pa mislite, da boste zdržali v tem smislu, da boste taki, kot ste, kljub temu, da bo svet z vsemi pričakovanji, razočaranji, pohvalami vplival na vas? Mislite, da boste zdržali to? Da boste zdržali to vašo avtentičnost? Da boste živa, tako kot ste rekli na začetku? Tudi čez 3-4 leta, ko boste olimpijska prvakinja, pa svetovna rekorderka, pa vse to. Ja, jaz mislim, da bi lahko, ne. So pa pač tudi trenutki, v katerih moraš poravnati mogoče bolj diplomatsko. Ne bi rekla tako, da si fake karkoli, ampak da ravnaš diplomatsko. Ne vem. Vi ste strukturirani živa. Ja. Se pravi, to, da uspete kontrolirati sebe v popolnosti, ne,
od oblačanja do spanja, prehranjevanja. Vse to v vas gradi neko samozavest, ki je pomembna za vaš uspeh. Ja. Zlagate kamenček na kamenček in gradite to življenjsko filozofijo in športne uspehe. A kaj pogrešate v tem smislu, da bi radi bili boljši kot ste v tem mozaiku teh različnih kamenčkov? Pa meni se zdi, da včasih imam celo preveč tako nekako strukturirano, da me to lahko včasih utesnjuje. Mora biti tudi kaj spontanosti, kaj bolj, ne rečem, da moram kaj spustiti ali pa da kaj slabše naredim zaradi tega. Kaj žurirate, pa trener ne ve pa tako. Ne, to pa ne. Bodite pošteni. Ne, res ne. Ne. Če bi imela tako priložnost, da bi lahko šla ven, bi raje šla ven s prijateljico na nekaj dobrega pojesti, recimo. A ne? Mi je to boljša oblika zabave, no? Vsaj zame osebno. Če bi mi to zdaj govorila 36-letna bivša šampionka, bi jaz to vse kupil in razumel in rekel, točno tako je, ne? Sam to mi zdaj govori 16-letno dekle, živa. Come on. Mislim, razumete, vi res se mi zdi, odgovorite na to vprašanje, kako je možno biti tako dober v športu, ker dejansko vam je uspelo tudi zrast kot osebnosti. In to vam omogoča lihtko kot vaš talent, športne uspehe. Tako vas jaz doživljam. No. Ja, mislim, da je to velik del. Vse je veliko mladih, zelo nadarjenih, pa jih mogoče malo zanese. Sploh so to taka leta, se mi zdi, ki jih velikrat zanese nekam drugam. A se tudi recimo poleg tehnike, športa, treningov, trener vam pove kaj in kako, ukvarjate tudi recimo filozofsko z tekom, recimo, ne vem, kako bi to vprašal, ampak da kaj berete o njem ali pa da skušate kaj več zvedeti? V bistvu ne, zaradi tega, ker jaz mojemu trenerju, pač Gregorju, jaz toliko zaupam, on ima toliko enega znanja, da mu preprosto zaupam. To je njegovo področje in jaz pol samo naredim to, kar mi on reče. Se mi zdi, da je to cool, da sem jaz čim bolj razbremenjena na tem področju, da ne rabim še jaz razmišljati, to je pa dobro, za to. Ja, ampak tako se mi zdi, da literaturo imate radi, ali filme, recimo umetnost, kaj takega. Imate karkoli od tega, kaj povleče, kakšno poznam, imate kakšen vam ljub film? Pa ne maram tako gledati filmov, no. To mi ni tako zanimivo. Wow. Ja, tudi dokumentarcev, recimo atletiki, ne? Pa mogoče v atletiki kak film sem že pogledala, kak Prefontaine Classic ali pa kaj tazga, ne. Ampak, ne vem, raj prosti čas porabim za kakšne druge stvari. Ker že tako ni prostega časa veliko, ne. Ampak ja. Načrti zdaj, razen teka, vi boste vendarle zdaj se srednješolka, ne? Kako boste potem po srednji šoli kombinirali športne uspehe z študijem? Kaj imate v mislih? Ja. Kakšne so vaše ambicije sicer v življenju? V prvem planu mi je itak atletika, ne. Razumljivo. Zdaj zraven delam še gimnazijo, nadaljevala bom sigurno z nekim študijem, ampak da bi še ne veste kaj? Ne, to bi pa rekla, da imam neki tako splanirano življenje v tem smislu, ko imam toliko fokusa na atletiki, toliko sem se najdla v tem, tega pa nimam, ja. Puščate, da boste do konca srednje šole ugotovili, bi pa šli na univerzo naprej, verjetno, ne? Ja. Ne bi se pa šla recimo v študij v ZDA ali pa kaj takšnega, ne. Ne bi šli v ZDA? Ne, recimo že danes na novinarski, ne. To je zelo zanimivo, da ste tako rekli odrezano. Ja, pa me vprašajo, a razmišljate kaj v študiju v ZDA, ne. Ne, ker jaz sem toliko zadovoljna, jaz imam tukaj vse, kar potrebujem, imam tako najboljšega trenerja, imam starše, ki me podpirajo, imam urejeno prehrano, urejene prevoze, vse imam, kar potrebujem. In tukaj se počutim, da je to, a ne? Se pravi, boste po srednji šoli šli na univerzo in trenirali naprej, in tekmovali, dokler boste lahko. Dokler boste dosegali vrhunske rezultate, dokler boste ljubili vse to življenje. A je to vaš življenjski stil, kar delate? Je to? To je živa. Ja. In ne bi nič zamenjali. Eno stvar, ki bi jo zamenjali. V atletiki. V vašem življenju. Trenerja ne bi. Ne. Staršev tudi ne. Kaj bi zamenjali? Mogoče bi samo, da bi bil, sej ne rečem, v šoli mi grejo ful na roko, res so v redu. Ampak se mi zdi, da je ta program za športnike kar zahteven. No? Če hočeš biti res vrhunski, v drugih državah zahteven učni načrt na splošno, se mi zdi, ne. Se vam zdi, da je
da vas obremenjuje tako, da je pretiran glede na to, da je športna gimnazija, ne? Zdi se mi, da je pretiran, ampak to ni povezano z mojo gimnazijo, to je povezano z učnim sistemom. Ker na moji gimnaziji so prilagodljivi, res vrhunsko, ne? Ampak se mi zdi, da če bi bila mogoče v kakšni drugi državi, da je drugačen sistem za športnike, da bi mi bilo lažje trenirati zraven, ne? Zdaj pa zelo težko vprašanje. Če bo prišla neka ljubezen in bo, koliko boste pustili tej zelo pomembni stvari, zlasti v najstniškem življenju, dominacija nad športom? Meni je šport vsaj za enkrat, lahko rečem, prvo, a ne? Sam to pomeni, Živa, da boste riskirali zasebno življenje. Boste potem še vedno srečni? Jaz sem mnenja, da imaš lahko zraven tudi zasebno življenje ob športu, a ne? Če imaš tazga partnerja, ker te podpira v tem, kar delaš, ki te spoštuje v tem, kar delaš, jaz si ne bi našla nekoga, ki me ne bi podpiral v tem, a ne? To je pa tisto, ne? Če kdo takih, bom rekel, kandidatov posluša ta podcast, ne, bo vedel, da ima v vas zelo zahtevno partnerko, ne? Se strinjate? Se. Ampak to je treba vzeti v zakup, ne? Ja, ni vsaka Živa Remec, ne? Živa, jaz sem zelo užival v tem pogovoru. Hvala. Sem vam hvaležen, da ste prišli. Mislite, da se boste mogli navaditi takih stvari, kot so podcasti, intervjuji, da je to del? Ja, mislim, da to spada zraven nek del športne poti. Recimo danes neka nova izkušnja. Ko so mi rekli, da ste strukturirani, absolutno, ne. Ampak zraven ste dali v tem intervjuju, ki je bil kratek, toliko takih izjav, ki so delovali, kot da so naučene, pa vem, da niso, ne. Samo so bile vrhunske, ne. In če bomo to ratovali tudi naprej, boste zelo zaželjen sogovornik kjerkoli, ne. In vam privoščim, da bi se imeli lepo tudi v tem delu vašega poklica, ki je zahtevan. Vam želim veliko uspeha še naprej, držimo pesti za vas in smo zelo ponosni na vaše rezultate. Hvala. Hvala, Živa Remec. Mi je bilo veliko zadovoljstva. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Se vidimo v naslednji epizodi podcasta Navdiha. Srečno.